Prihodnost, izzivi in priložnosti v energetiki. Na video splošen naslov, znotraj katerega bomo poskusili najti odgovore na nekatera zelo konkretna vprašanja, ki bi morala zanimati domala vsakega potrošnika. Podcast, ki ga pripravljamo v sodelovanju z družbo NGen, z nami sta Roman Bernard in Rok Cerkvenčič. Dober dan. Roman, midva sva se že pogovarjala in bom rekel, vprašanje, dileme, to vse ostaja enako, ampak spremenljivke se nenehno spreminjajo. Torej, kako zagotoviti, kako obvladati stroške energije in kako izračunati, kaj je najprimernejša rešitev? Ja, tako kot ste že lepo povedali, ja, midva sva že imela eno to temo splošno, se pravi, in v tem času do danes se je marsikaj že spremenilo, v bistvu mislim v to smer nekje, kar so se že na prejšnjim podcastom pogovarjali. Ja. Tako da prva stvar, kar je vsak uporabnik mora sam pri sebi pogledati, kako bo z elektriko oziroma kako bo z energijo, ker ni samo elektrika, tukaj tudi ogrevanje, ker eni se ogrevajo na elektriko. To govorimo o energiji. Ja. Tako, ja. Se pravi, treba praktično pogledati celotno sliko in na podlagi tega je tako. Dejstvo je, da se danes vidi, mi smo recimo v sistemu v lanskem letu, ki nekje se je zaključevala ta inštalacija teh, bom rekel, še tako imenovanih net metering sončnih elektrarn, smo jih v Sloveniji dodatno dodali v sistem nekje 350 MW, ker nam zdaj trenutno, zdaj smo april, sončen dan in to naprej že v sistemu povzročajo velike težave, se pravi, imamo viške elektrike. Ne. Kar pomeni to, da bo zdaj energetski trg v prihodnosti ratal zelo dinamičen, se pravi, bojo cene, bom rekel, ratale, spread bo velik, se pravi, bojo cene visoke, nizke, negativne in to naprej. Za končnega uporabnika je to tako. Če se nekdo danes to, recimo v tem momentu, kjer smo že prišli v naši družbi, govorim zdaj za Slovenijo, odločil za neke sisteme oziroma kaj bi naredil, kako bi se zmanjšal, je treba vedeti, da kaj se pravzaprav dogaja. Vmes se je zdaj zgodil že ta omrežninski akt. Dogaja se to, da se energetski sistem decentralizira že, kar pomeni, da je decentralizacija pomeni, da se proizvodna ni centralna, ampak je iz posameznih enot. Te decentralizirane proizvodne iz teh sončnih elektrarn je trenutno že toliko, da bi recimo ob 12 bila Slovenija sposobna skoraj že, ne še, ampak mislim že skoraj 100% samo na sončne elektrarne delovati. Kar pomeni, da po drugi strani recimo se dogaja to, da to je že jasen signal, da če gledamo ta razvoj, pa tudi če ne bo tako eksponencialno šel naprej, da bo do leta 2040 recimo nekje proizvodne sončnih elektrarn ali pa obnovljivih virov na lokacijah nekje tudi do 50% elektrike se bo proizvedlo tam, ki se porabi. Zdaj pa seveda, če dodamo še baterije zraven in to naprej, kar pomeni, da bo pretok energije na letnem nivoju po mrežju padel. Zakaj sem to zdaj razlagam? Zaradi tega, ker če bo pretok po energiji padel, pomeni, da bo prihodki distributerjem, lastnikom omrežij, operaterjem padli, kar pomeni, da je nujno treba vzpostaviti. Zato smo dobili nov omrežninski akt, ki po moje ceni je, bom rekel, kakšno korekcijo je potrebno narediti, to, kar se zdaj pogovarjajo, ampak je pa pot v pravo smer. To je ključen message. Brez tega ne bo prihodnosti. Če pogledamo in kaj to pomeni za končnega uporabnika. Se pravi, če rabim elektriko, kakorkoli se bom bolj sam osvojil, bolj sem na varni strani. Zdaj kalkulacije, kaj se splača, kaj se ne splača, moramo vedeti v tem času, zdaj, ki je bilo, mi smo to čredno delali. Delali smo zato, ki je bil net metering in vsi gremo, ni važno. To sem hotel vprašati. Ja, in sončna elektrarna, ben ni pomislil,
A jo rabim toliko veliko, a jo ne rabim, koliko je važen, koliko gre na streho, koliko je se bo. Napolnimo vse. Ja, napolnimo in to je to. In zdaj pač smo se znašli v neki situaciji, imamo viške, imamo to, ne rabimo, se pravi, smo se overinvestirali, če bi tako rekel človek, ker sončna elektrarna, ki smo jo vzpostavili, ni za to, da bo oddajala viške v mreži. Sončna elektrarna je za to, da poskrbi mojo samoskrbo. To je pomembno sporočilo. Ja. In zdaj, seveda, v tistem času, ko se je to dogajalo, niso bili baterijski sistemi še toliko razviti, kot so danes. In zdaj, recimo, mi si lahko doma zagotovimo, bom rekel, z enemu normalnemu sistemom, to, kar bo Rok tudi kasneje, ki je več povedal okrog tega, 50% samozadostnost, ampak to pomeni 50% samozadostnost, da ne uporabljam tudi omrežje. Kar bo na drugi strani povzroča na omrežju izpad prihodka od leta 2019 do letos, recimo naš sistemski operater ES je izgubil več kot 14% pretoka energije na letnem nivoju, kar pomeni seveda tudi zmanjša stroške. To, kar sem že prej omenil, vse to za sabo potegne, da danes, če mi investiramo v tako zadevo, ne zdaj razmišljati, kaj se splača, ne splača, sistem se decentralizira. Mi se postavimo na varno pozicijo, investicija je stala toliko denarja, toliko je bilo, toliko me bo stala kilovatna ura in to je moja, po domač pojem, če rečem, da se izrazim, fiksirana cena elektrike, ki jo lahko jaz rečem za naslednjih 15 let. To, kar v bistvu pravzaprav na to pa mislim, da se lahko samo pa še kasneje pogovarjali, kaj pravzaprav to pomeni. To je zdaj korak številka 2. Korak številka 3 je pa ta integracija. Ker omrežje, kdo je omrežje? Omrežje smo mi vsi. Brez nas ni omrežje. In mi smo se pogovarjali že, pa veliko to preteklosti je bilo pametno omrežje. Kaj je pametno omrežje? Brez pametnih uporabnikov ni pametnega omrežja. No in zato smo mi v podjetju razvili ta sistem. Mi temu pravimo SG Connect, pametna povezava z omrežjem in to naprej. Ki je odprt standardni sistem, ki pa omogoča uporabniku, ki že ima to integriran, da sodeluje. To je tisto, kar bo ključen prihranek ali pa korist za celotno družbo, bo ravno to. Se pravi, mi če smo zdaj, tako kot smo zdaj z netmetrigom začeli, smo si sončno naredili pa omrežje baterija. Zdaj smo dodali baterijo, pa smo samozadostni. Ne pomaga, če ne sodelujemo. Se pravi, mi moramo imeti nek red. Pretok energije po omrežju, se pravi, mora biti v tem sekundi proizveden, mora biti v tej sekundi porabljen, drugače omrežje razpade. In trenutno se Evropa na splošen sistem nahaja v neki taki zelo, bom rekel, zelo danger na varni situaciji, ker mislim, da se bo zgodilo, samo ne vem kdaj, da se lahko zgodi, da bo pa zaradi takih bom rekel, ne sorazmeri med trenutnim stanjem elektrike, se pravi proizvodno pa porabo, da se zna narediti, da bo razpad omrežja. Takrat mislim, da ga ni, ki ne bi mu škodil. Ja. Se pravi, tega si noben ne želi. Se pravi, tle moramo res pristopiti k temu razumevati. In mi kot končni uporabniki s temu lahko to tako naredimo kot zavedanost zelenemu prehodu, da imamo zavezanost splošno družbeno, se pravi, da imamo sisteme take, da si lahko med seboj. Se pravi, v končni fazi, ki enkrat jaz to imam, jaz tudi ne vem karkoli. Ampak v bistvu en drugemu koristim in s tem zmanjšujem stroške. Vsem skupaj na koncu tudi na omrežju. Se pravi, to je tisto, kar bi mogel danes uporabnik nekje gledati. Seveda, če rabi elektriko, je najbolj enostavno v Sloveniji sončna elektrarna, seveda sam izraven baterije so zdaj res ključen element 24-urni cikl. In recimo polet, kaj se bo zgodilo, uporabniki, ki bojo imeli take sisteme na letnem nivoju, bojo 2 meseca ne bo omrežja sploh uporabljal, ali pa 3 mesece. Ga bo sam potipal malo takole. Zdaj seveda govorim to za splošno, pri nas imamo v Sloveniji ogromno hiš, sam imamo tudi druge sisteme, imamo tudi več stanovanjske hiše in to naprej. Tisto, kar pa je v bistvu tudi tema, jaz mislim, da zelo zanimivo. Mi imamo tudi tukaj zelo pametne rešitve in tako naprej, ker smatramo, da shranjevanje energije nismo, bom rekel, je na končnih točkah omrežja, se pravi na gospodinstvih, na industrijah, na krajnih točkah, je ključno pomemben za celotno družbo.
ker v bistvu hranilnik bo največji tak, ki ga bomo mi sami se postvarjali. In v tem času, v enem letu, jaz moram reči, da smo mi tudi veliko se je premaknili, veliko se dogaja. Tudi s tem portalom, ki smo ga prvi ga imamo, Energetika 2.0, jaz mislim, da tukaj noter je ogromno dobre vsebine, kjer jo ljudje lahko preberejo. Ozaveščanje, odgovori na vprašanja, ki mogoče uporabniki niti ne vejo, kam bi se obrnili. Ja, tako je. Ne gledati, kako kupujejo kjera firma gor dol. Glejte sistem, kako boste z njim počeli, ker s tem sistemom morate živeti naslednjih 15 let. Mi smo to v podjetju zato v to zgodbo šli, nismo tipičen prodajalec baterij, ampak smo sistemski integrator in poskrbimo za to. In pri nas uporabnik dobi celotno rešitev od začetka do konca in je na varni strani tudi s svojo investicijo. Ne. Posod so izzivi, posod so to, ampak v bistvu, tudi danes se mora kot podjetje organizirati, veste, kako je. Spravo so službe za to, da ta stvar funkcionira in jaz si predstavljam kot enega taga, ki nam bo poskrbel, da bomo pač ta del energetskega prehoda in tudi delovanje naprej imeli urejen in da bo tudi ta podjetje prevzel neko splošno tako družbeno odgovornost. Lahko na kjermokoli nivoju, tudi lahko samo v ozadju. To je tudi dober message, ker recimo na zadnje smo pač tudi z obstoječimi velikimi, bom rekel, podjetji, ki so tudi dobavitelji elektrike, in dajemo rešitve, se pravi, nekako poskušamo sodelovati z vsem in to je ključno, ker na koncu isto tako, kot mi kot končni uporabniki, če imamo tak sistem, lahko sodelujemo, ne zavede, da sploh sodelujemo, sploh ni treba, ker nas končne uporabnike pravzaprav zanima sam prihrank, pa kako bo stal in to naprej. Sam skozi ta element, ne, mi lahko tudi ga pridemo. To je ključno. Bom par misli še navrgel kot trg, preden prideva do roka z zelo konkretnimi zadevami. Omrežnina je zadnje čase pognala veliko viharja v javnosti, pa se zdi, da uporabniki se mogoče ne zavedajo, da elektrika ima svojo ceno na izvoru. In ravno zato je verjetno zelo pomembno, da je porabnik čim bliže izvoru, kar ste tudi vi sam povedal. Ampak tukaj pa še element tega, da ponavadi takrat, ko imamo na voljo največ energije, pa najmanj rabimo in obratno. Ne? Tako da to je verjetno tisto, kar ste imeli v mislih, ko ste rekli, da bodo uporabniki morali biti nekoliko odzivnejši, nekoliko bolj dejavni. Ampak kaj to pomeni? To najbrž ne pomeni, da bo treba vsakih 5 minut gledati v mobilni telefon. Ne, absolutno ne. V bistvu končni uporabniki z uporabo se pravi, bi mogli poskrbeti, da imajo nek sistem oziroma bi mogli težiti k temu, da si lahko tudi pomagajo s sodelovanjem. Se pravi, da je končni uporabnik je praktično nagrajen za to sodelovanje z omrežjem ali da rečem storitvami s trgom. In to dejansko, ta digitalizacija, ta povezava pravzaprav dela. Ne. Mi delamo nekako, bom rekel, klasična dobava elektrike je nekaj bila do zdaj, kar je bilo letna pogodba, cena elektrike in to naprej. Je bilo to nekaj... Največ 2 tarifna območja. Ja, in zdaj prehajamo v, bom rekel, obdobje, recimo to, kar mi precej delamo že v tujini. Ja, tam so dinamične cene, recimo v Nemčiji s 1. januarjem so začele veljati dinamične cene, ki so bistveno večje razlike kot pa pri nas v Sloveniji in tako naprej. V bistvu za končne uporabnike, za gospodinjstva niti to ni danes praksa, ne, ker so bile do meseca pa pol nazaj, smo imeli zamejeni trg cene električne energije in ni prišlo to praktično do izraza. Zdaj po ta novem, dejansko, ker teh zamitev ni več, bo to prišlo do izraza. Seveda je pa vse odvisen od trga, kakšni signali se dajo. Zdaj ta omrežninski akt, ki je bil pač dejansko ta vprašanje, je nastal zaradi tega, ker jaz mislim, da je popolnoma pravičen, ker omrežninski akt poudarja uporabo omrežja. Mi pa uporabo omrežja ne obremenjujemo z kilovatnimi urami, z nekim pretokom, ker je na nek čas, ampak s trenutno konično moč. To se pravi, mi vemo vsi, da vsaka inštalacija, vsaka stvar, ki jo danes postavimo, jo pač projektiramo na neko moč. Ne? In tudi omrežje se pravi sposobno v neki točki 15 minutah dati
to kot sebe in to je to. In to je maksimalna moč. In v mreži v Sloveniji so bila v preteklosti, bom rekel, glede na koliko priključne moči bilo prodane, poddimenzionirana in to kar 4-krat. Pa predvsem si nihče ni mogel predstavljati, kakšno bo povpraševanje danes. Ja, in zato recimo ljudje smo videli, da z omejitvam sosed je dobil soglasje za sončno, jaz ne, recimo primera, ne, se je že videla ta razlika, to je točen ta odziven signal. In seveda omrežninski akt, ki je prišel ven, je zdaj pač izgledal, kot da je najbolj udaril obstoječe, da imajo sončno elektrarno pa net metering. Ker praktično ne drži. To ne drži, v bistvu udarijo vse, kako mi obremenjujemo omrežje. In zdaj pretok energije, pa uporaba omrežja je za vse obstoječe, ki imajo net metering, ostala nespremenjena, za vse nas je to tako veliko, kar je, ampak je v bistvu konice, prej, ki niso bile zaračunane, so zdaj pač obračunane. Ker na to mi lahko računamo zmožnost pretoka, kdaj imamo na uporabo. In pravilno je, da se je dal signal v to smer, da se ljudi stimulira, zato ker obstoječo infrastrukturo nadgraditi. Veste, da številke krožijo, pa so izračune delali, to so milijarde, ne? 5 milijard, 3 milijarde, 5 milijardov, to zdaj vse sorte številke so ven krožile, ampak za pravilno uporabo, pa stimulacijo, se pravi na trgu, da damo signale, se pravi zdaj, ko imamo hranilnike, lahko to bistveno po 10-krat zmanjšamo, se pravi družben strošek, ki bi bilo potrebno omrežje na drugi strani. In to so, rekel, to je prava pot. Ta velika sprememba, ki je bila pa zdaj narejena na tem omrežninskem aktu, je pa seveda, ker smo bili tako navajeni, pa to zvodenelo. Pa ljudje enostavno nismo bili tega navajeni. Pa tudi mogoče ni bilo na prav način predstavljeno. Ja, jaz mislim, da je bilo tukaj na koncu preveč politične igre, preveč te komunikacije, kdo ima prav, kva nima prav. Iz tega je bilo jasno videti, da bom rekel, da energetika je pač bila zmeraj državna tema, ne? Pač se normalno se to, pač taka je bila preteklost, to nič takega ni, ne? Ampak mislim pa, da ne sme biti pa poligona pa orodje za pridobivanje političnih točk, ne? Ker s temu bolj bomo to delali, ne? Bolj bo posamezne, ne vem, njih ugodnosti, pa to za prehodno obdobje absolutno je treba posegati, ker je treba to postopno uvajati, ne pa uporabljati za to. Se pravi, družbi treba jasen signal dati, tole moramo narediti, čez 100 let je treba to, takle bo sistem in to naprej. Ljudje moramo vedeti, da bomo imeli takrat te težave in to naprej. Jasno skomunicirati, ne pa da je danes tako, jutri je tako. Ja. Tako situacijo, ki imamo zdaj, recimo v Ameriki. Zdaj res, to so nepredvidljive situacije, ki v bistvu to je. Ampak mislim, da tukaj v energetik, mislim, da je jasen message treba dati ljudem, to ni bam, bav, v bistvu bo, na koncu bo bistveno cenejše. Je pa ta prva sprememba, pa je pa lahko rečem, da tudi industrija in vsi, ki so bili, ki niso imeli kalkulacije, to definitivno se strinjam in ni bila, so spremembe, ampak je rešitev. Da če ne bi bilo rešitev, bi rekel, ne, ni v redu. So rešitve. Vsak lahko se investira samo v skrbo, si postavil sončno, si postavil baterijo, si postavil sistem, s tem si zahedža svojo ceno in se exposure na marketu zmanjša. Čisto enostavno. Če teh rešitev ne bi bilo, bi rekli, ja, ta stvar funkcionira, ne gre, dokler ni rešitev, to pa obstaja. In to zelo dobre. Na drugi strani s tem pa povzročamo to, kar sem že prej omenil. Zmanjšan pretok. Bom rekel, na samem omrežju, manjši prihodki. Se pravi, treba je pričakovati v prihodnje, kar se omrežnine tiče, da bo pritisk na cene še večji. Se pravi, že zdaj več bomo tega dali noter, večja cena bo. Se pravi, stroški oziroma prihodki distributerjem pa operaterjem se zmanjšuje. In to se zdaj že pozna. Rok, če gremo korak naprej, konkretni rešitvi, marsikdo razmišlja, nekaj bi bilo treba narediti, pa potem ne vejo, kako se zadev lotiti. Ne? To, da se razmere spreminjajo, zagotovo ne pomaga. Ne? Ker recimo, dokler je bil net metering, je vsak rekel, dam na streho, kakor gre, pa naj bo. Zdaj pa to mogoče postala težava. Marsikdo misli, da je obdobje net meteringa bilo najugodnejše, ampak zdaj so pa spet neke nove subvencije,
ki mogoče malo premešajo karte. Potem recimo jaz tukaj vidim veliko razliko med uporabniki, ki so v svojih hišah in recimo uporabnike, ki so v kakšnih večstanovanjskih blokih. Skratka, kar nekaj različnih skupin uporabnikov imamo in kaj je potem naslednji korak, če se nekdo odloči, da je nekaj treba narediti in predvsem, kako naj se odloči, kaj je primerna naložba, komu zaupati, na kaj je treba biti pozoren in čeprav je to zelo nehvaležno vprašanje, bi navrgel tudi vprašanje, v koliko času se taka naložba povrne. Zdaj sem vam sicer dal materijala za 3 ure, ampak poskusite. Hvala za vprašanje. Bom tako rekel, je kar nekaj istočnic tukaj, ki bi, mislim, da smo lahko klele naslednji 2-3 ure samo na tem vprašanju, sigurno. Prvi korak, ki bi izpostavil, mogoče je res to, da pred parimi leti marsikdo se ni ukvarjal z energetiko. To je bilo nekaj samoumevnega, dvigneš stikalo, se luč prežge. To je in dajmo reči, da so se v bistvu z energenti ukvarjali samo večji odjemalci, ki so imeli res, dajmo temu reči, ogromne račune za elektriko. Oni so imeli neke energetske menedžerje, so spoznali svoj profil porabe in vejo potem, kakšne korake delati k optimizaciji oziroma zniževanju stroškov. Gospodinci na drugi strani, pa recimo manjši poslovni odjemalci, pa dajmo temu reči, da se nismo s tem ukvarjali. To je bilo nekako samoumevno, neka dobrina elektrika vsakmu pripada, vsi jo moramo imeti, pa cenovno ugodno je bila, tako kot ste tudi sami rekli. In prvi korak, bi jaz rekel tukaj, je nekako, da spoznamo svoj profil, svoj odjem. To je prva točka, ki je zelo pomembna. Če ne vemo, kakšen je naš profil odjema, niti ne vemo, ali bomo lahko kakšne prihranke naredili, ali je mogoče proizvodni vir rešitev, ali je mogoče zamenjava kurilnega sistema rešitev. To je zelo tako široko vprašanje in tukaj bi jaz rekel, na prvem mestu je, da je treba spoznati svoj profil odjema, postati majčkeno bolj aktivni odjemalec, če lahko že na tej točki uporabim ta izraz, in bom rekel, nekako spoznati, v katero smer gremo. Druga stvar, ki ste jo potem izpostavili, te spremembe v energetiki, ki so bile, če samo pogledamo recimo iz leta 22, 23, 24, tukaj je bilo ogromno sprememb in edina konstanta, ki jo lahko dosežemo, je, če investiramo v lasten proizvodni vir, se bom rekel, v večji meri odcepimo od odvisnosti od omrežja, kar pomeni, da nas te spremembe tudi v bodoče, ker vemo, da bojo prišle, tudi že neka sprememba omrežninskega akta naj bi bila že nekako napovedana za konec leta, tako da vemo, da spremembe prihajajo. Edino na ta način, se pravi, za svojo lastno samozadostnostjo se lahko odcepimo od tega, znižamo stroške in smo manj odvisni. Regulacija cen. Tukaj je bilo ogromno od leta 2022, konec leta, pa do, dajmo reči, vključno s februarjem 2025 je ves čas veljala neka zamejena cena za elektriko za gospodinjstva. Pa je bilo to za celotno porabo, ali je bilo vmesno obdobje za 90% porabe, potem zopet za celotno porabo zadnje 4 mesece. Ni nič čudnega, da je ljudstvo zmedeno in da ne ve čistočno, kaj je prava pot. A bo država vedno poskrbela za nas, ali ćemo investirati pa sami poskrbeti. Jaz mislim tukaj, da če se mene vpraša, odgovor jasen, treba je poskrbeti za svojo lastno samozadostnost, tisti, ki seveda lahko. Tukaj je bilo potem še vprašanje seveda za odjemalce, ki živijo v večstanovanjskih blokih. Tudi tukaj so rešitve, a ne zdaj. Po čem se Engen razlikuje, mi ves čas iščemo neke napredne modele, kako, bom rekel, čim več ponuditi odjemalcem nazaj. In zdaj se že kaže, bom rekel, ekonomika v modelu dinamične cene in pa baterijskem ohranilniku. Samo to dvoje skupaj že kaže dobro ekonomiko, tretji korak je potem pa še res aktivni odjemalec, povezovanje v sistemske storitve in tudi, da lahko odjemalec v bloku, če lahko tako rečemo, z lastno baterijo pomaga tudi energetskemu omrežju. In če vse to skupaj združimo, v bistvu dobimo nekak ekosistem, ki omogoča najboljše prihranke za odjemalce, tudi za takega, ki recimo nima opcije za lasten proizvodni vir. Pa če gremo majčkeno nazaj spet na te spremembe, net metering je bila tudi ena izmed debat vmes, oziroma ena izmed istočnic. Net metering, če dam čist banalen primer, marsikdo si predstavlja, da je pač to bila neka super zgodba, je bila za tiste odjemalce, ki so dejansko takrat potegnili petelina spred odločitev in šli v to, je bila to vrhunska zgodba. Če dam banalen primer, recimo, ker si marsikdo ne predstavlja, ker je to na elektriki, kaj to vpliva na omrežje.
Če bi, pa če lahko dam primer recimo na krompirju, imamo proizvajalca in dajmo reči, da je net metering shema, zdaj na mesto elektrike bomo dali primer krompir. Jaz sem kmet, pridelam 20.000 ton krompirja in ga ne rabim. Država pride, ga odpelje na lastne stroške, ga odpelje v skladišče in ga skladišči. Vsakič, ko jaz rabim nekaj krompirja, mi ga brezplačno pripelje na dom in dostavi. Poudarjam, brezplačno. Kar sem jaz pridelal in oddal in ko sem rabil nazaj, so mi pripeljali nazaj. Ta zgodba je bila super sprva za kmeta, ker ima, dajmo temu reči, brezplačno skladišče, pa nima nobenih stroškov s tem. Ko pa rabi, pa dobi zastonj, brezplačno dostavo. In odvoz. Po drugi strani pa dajmo pogledati, je to fair sistem za vse ostale. Pa deluje ta sistem, pa je vzdržen in ali omrežje dobi dovolj, dajmo temu reči, dovolj denarja dejansko za nadaljne investicije, za rekonstrukcijo omrežja, za nadgradnje. Tukaj jaz mislim, da ko enkrat rečemo na primeru krompirja, mislim, da se lahko zelo hitro pokaže, da ta sistem je super za nekoga, ki je to dobil, za večino, se pravi za celoto energetskega omrežja, pa niti ni najbolj primeren. Nekdo prevaža ta krompir. In to zastonj, tako rekoč, oziroma vsi mi plačujemo za to. No in tukaj tudi ukinitev net metering sheme je nek pravilen korak. Seveda pač je bil velik porast zanimanja za sončne elektrarne, veliko ljudi se je odločali in šlo v investicijo, zdaj pa ravno te, ki so šli v investicijo sončne elektrarne, pa so tudi zvišali svojo porabo, na račun tudi, bom rekel, ugodne sheme net meteringa, dajmo reči, so zamenjali še kurilni sistem, pa so potem še dodatno električni avto vzeli. Tukaj prejava pa zdaj pa na tretjo točko, ki ste tudi izpostavili, to je pa omrežninski akt in pa tako, kot je tudi direktor povedal, zdaj imajo občutek te, ki so šli v net metering shemo, pa so, dajmo reči, dvignili porabo, imajo občutek, da so takratko potegnili, da so pa oni pa zdaj najbolj nastradali z novim omrežninskim aktom. In da je razlog v tem prav sončna elektrarna. Daleč od tega, pravi razlog je v tem, da so to močnejši odjemalci. In tako, kot je direktor povedal, tukaj moramo ločati količinski prenos v kilovatnih urah. Tukaj je omrežninski akt naredil spremembo in je šlo v povprečju iz 4 centov, nekje v povprečju na 2. Kar pomeni, da je pocenil strošek za kilovatno uro za prenos energije. Bistveno dražja je pa moč, ker prejšnjo razmerje moči je bilo neprimerno in sta lahko dva odjemalca, dajmo temu reči dva soseda, sta imela enak strošek za obračunsko moč, med drugim je pa en odjemalec se ogreva na drva, kuha na plin, nima električnega vozila in ne obremenjuje električnega energetskega omrežja, medtem ko drugi odjemalec pa vse to ima. In toliko bolj obremenjuje omrežje, strošek sta imela pa enak. In tukaj zopet pridemo do tega, da je nov omrežninski akt je bolj pošteno naravnan in tukaj je samo tisto razmerje med kilovatno uro in prenosom energije in pa med močjo. To razmerje so spremenili in tukaj zdaj pridemo do tega, da pa prihajajo potem pa napredne rešitve, kot so tako, kot smo mi recimo že marca 2023 med prvimi resno začeli oglaševati hibridne sisteme in poudarjali, koliko je nujno, da nekdo, ki razmišlja o sončni elektrarni, čeprav je bila leta 2023 še vedno veljavna neto meritev shema, smo mi že takrat izpostavljali, da je to nujno potrebno. Pa smo takrat mogoče imeli nekak odpor ljudi, bom rekel, oziroma tudi, bom rekel, konkurentov v tem segmentu, v tej panogi. Danes se pa kaže, da je bila to pravilna poteza in vsi ponavljajo to in poudarjajo naše besede, da je hranilnik nujno potreben, pa ne potem zdaj samo hranilnik, ampak tudi povezovanje v neko celoto, v nek ekosistem, se pravi nek sistem za upravljanje in na drugi strani tudi dobavitelj, ki te lahko vključi v sistemske storitve, recimo, ker je tudi tukaj nek del pogače, ki ga lahko končni odjemalec dobi. Da sistem pomaga, da se ta energija kupi na razprodaji, kar pomeni v ugodnejšem terminu. Naprimer. Lahko bi tako rekli, in tukaj se že kaže, zdaj recimo že včeraj, danes so cene tekom dneva na dinamičnem trgu, se pravi na borznem trgovanju, so cene relativno nizke. In to se kaže, se pravi veliko proizvodnje iz obnovljivih virov, veliko sonca. Žal pa recimo tukaj lahko izpostavimo potem spet novo problematiko, razne sončne elektrarne, ki so bile postavljene z namenom proizvodne prodaje, ne za pokrivanje samooskrbe, tako kot smo v prvem delu se dotaknili, ker je namen bil elektrarne za pokrivanje lastne rabe na
objektu. Tukaj so pa elektrarne, ki so bile namenjene za proizvodno, za prodajo. Cene, ki so bile obljubljene takim, bom rekel, investitorjem, so bile visoke. Ne? Je bilo rečeno, da bo imel po 100, 120, 130 evrov na megavatno uro v nedogled. Danes dobijo pa ponudbe za fiksno ceno za odkup po 50 evrov, recimo. Se ekonomika je celotna podre investicija in zdaj tak investitor bi mogel zdaj dodati baterijo, zaradi tega, da lahko izkoristi trg in ima še vedno prihranke, ali bi mogel pa izklapljati elektrarno v času negativnih cen. Spet, kaj smo pa s tem naredili, zgubimo proizvodno, ki bi jo lahko imeli, ki jo pa v večernem času krvavo rabimo. Da nam mogoče malo pomagate te hranilniki, ne? O kakšnih stroškovnih okvirih se pogovarjamo, pa tudi mogoče, da nam malo pomagate predstavljati si, kako to zgleda, kje to je, kje to namestimo, a nam to vzame pol stanovanja ali pol hiše ali... Baterijski hranilniki so lahko pač od teh namenjenih manjšim uporabnikom, manjšim odjemalcem, ki so to govorimo o manjših hranilnikih, to je dajmo reči 30x40 recimo, ali pa 40x40. To je manjši hranilnik, tudi govorimo o tem, da se postavi v neki utility room, centimetrov seveda. Do metrov mislim. ja, centimetrov. Pa tudi seveda ponujemo tudi večje hranilnike za industrijske odjemalce. Pravi malo večji powerbank. Lahko bi rekli, ja, nek powerbank mobilni, tako, ampak malenkost večji. Potem govorimo o sistemih, ki so lahko, dajmo reči, 1,5 metra v višino, pa govorimo 60x40 zopet. To pa spet lahko rečemo neka primerjava z nekim zabavom piva, ko vsi vemo, kakšna je velikost približno. Ne? Te zadeve se večinoma postavlja v nek nebivalni prostor, se pravi v nek utility room, nek prostor, ki ima čim bolj konstantno temperaturo, tudi ker vemo, da tudi temperatura vpliva na samo delovanje teh sistemov. Ne? Razne shrambe, mogoče tudi garaže, delavnice. Edino, kar mi priporočamo, še vedno, da se to ne daje v nek bivalni prostor. Če ni druge opcije, se tudi to seveda lahko da. Priporočamo pa seveda namestitev v nek nebivalni prostor. Spet pri drugem segmentu, to so pa večji odjemalci, tukaj govorimo pa o večjih baterijskih hranilnikih, to si pa lahko predstavljamo kot recimo neke kabinete, neko omaro, neko veliko omaro, dajmo reči 1,5 metra na 2 metra cca. Sem to za stanovanja, pa tudi za hiše, zelo težko pride v poštev. Ja, zelo močnih porabnikih. Težko je to upravičiti. Seveda imamo primere, ko stranka reče, jaz to hočem imeti. Jaz bi bil rad en mesec brez omrežja. Lahko ponavadi se pol pri ceni konča, ker tam ljudje si ne predstavljajo, da je to visoka investicija. Tukaj, če govorimo o baterijskih hranilnikih danes, tudi na račun subvencije, ki je za odjemalce, ki so recimo na net metering shemi, imajo elektrarno že odprej, lahko dogradijo baterijski hranilnik in dobijo tudi subvencijo za to. Tukaj, če gremo gledati, smo za nekih 10 kWh, 10 kW moči, 10 kWh po odbiti subvenciji nekje pod 6,000 evrov. Nekje tam. In v kolkem času se recimo to lahko povrne? To je pa zelo nehvaležno vprašanje. Ker je odvisno od vzorca porabe. Drži. Ena stvar je seveda cena električne energije, ki če želimo pač dati nek realen izračun pa povedati, to se bo v 6-7 letih povrnili, moramo tudi nekako zacementirati pogoje za naprej. Moramo vedeti, da se pač ne spreminjajo. Edino na ta način lahko stojimo tudi za izračunom. In če rečemo, da se spremenljivke ne bojo spreminjale, da ostane vse tako, kot je, seveda odvisno od porabnika, odvisno od njegovega načina porabe in intenzivnosti. Tukaj je potem, dajmo reči, nekje normalni roje, normalne povračilne dobe so tam nekje 6, 7, 8 let. Če je sistem pravilno dimenzioniran, pa da imamo tukaj, da gledamo izključno finančni benefit. Ne smemo pa seveda pozabiti tukaj tudi na druge stvari. So ugodnosti, kot so brezprekinitveno napajanje, se pravi, v primeru izpada omrežja sistem deluje. Tukaj cene na to ne moramo dati. Tukaj, če vas vprašam takrat, ko doma nimate elektrike, koliko bi bili takrat pripravljeni plačati, da bi zdaj delala, boste rekli visoko številko. Takrat, ko jo pa imate, takrat vam pa to ni vredno. To je privzeto, tako. To so potem tudi druge zadeve, ker ne moramo čisto izključno iz finančnega vidika gledati. Je pa res, da danes žal večina ljudi skozi finance to ocenjuje. To je zdaj verjetno v tem trenutku pomembno poudariti. Mi se sicer zelo
splošno pogovarjamo, ampak vsak naročnik je zgodba zase in verjetno je izjemno pomemben dejavnik vsakega takega projekta, zelo skrbna opredelitev in potreb in možnosti in mogoče kakšno besedo temu namenimo. Lahko, seveda, tukaj lahko tudi mečkam se dotaknemo spet zgodbe, kako je to včasih bilo. Je prišel izvajalec na ogled, je zmeril kvadraturo strehe. In je dal gor. Je rekel, klele gor spravimo 13-14 kW. Niti ni bilo vprašanje, kakšna je poraba objekta. Kakšna bo poraba čez 1 leto, 2, a se predvideva mogoče o zamenjavi kurilnih energentov, se predvideva mogoče v kakšnem električnem vozilu, mogoče kakšni otroci prihajajo, pa to dvigne. Te zadeve včasih nobeden ni niti vprašal, ko smo se pogovarjali o investiciji v sončno elektrarno, ker je bila zgodba zelo preprosta. Kvadratura strehe, toliko spravimo gor, toliko elektrike na leto proizvede, toliko je cena. Danes je pa to mečkan drugače. Danes je pa tudi, dajmo temu reči, trg se že zdaj, bom rekel, normalizira, prihaja na neko normalno raven, je pa bilo ogromno dezinformacij v zadnjem obdobju, predvsem na račun tudi omrežninskega akta. In tukaj so zakrožile informacije, da se sončna elektrarna nikakor ne splača več, da ni ekonomske računice, da je to svaljena investicija. Po drugi strani, ko se pa resno vzamemo čas, pristopimo k temu sistemsko in rečemo, v redu, imamo odjemalca, določimo spremenljivke, se pravi, kakšen je njegov profil odjema, priključna moč, kdaj potrebuje energijo, a bolj potrebuje energijo po zimi ali bolj poleti, a več energije porablja po noči ali več energije porablja čez dan. Idealen primer bi bil recimo nekdo, ki dela od doma in ves čas energijo porablja recimo takrat, ko sonce sije. To bi bil idealen primer, bi zelo hitro lahko zračunali. To je že kar ideal, takoj, ko je proizvedena, je tudi porabljena. In to je tudi bistvo, to je tudi cilj bil samooskrbe, da se elektrika tam, kjer se proizvede, tudi porabi. Žal pa pač so bile elektrarne predimenzionirane in nas je to pripeljalo do te situacije, v kateri danes smo. Seveda pa ja, je pa vsak projekt je, dajmo reči, unikaten. So seveda neke, bom rekel, standardne zadeve, ki ne odstopajo ogromno od projekta do projekta, pa ki je pa mečkan več časa, treba si vzeti danes za vsakega odjemalca, za vsako stranko, pregledati, kakšno je trenutno stanje in pa tudi predvidevanje za naprej. Ker če bo nekdo meni rekel, električnega avta pa nikoli ne bom imel, v redu, delamo na trenutno stanje, pa mogoče malenkost predvidevanja v naslednjih parih letih se malo poveča. Če pa nekdo reče, da bo kupil električno vozilo v naslednjem letu ali pa mogoče celo 2, je pa to lahko od 5 do, dajmo tudi reči, 10 MW, 10.000 kWh višja poraba, kar pomeni, da elektrarna, ki bi od danes delali, dimenzionirali, bo mogoče drugo leto pokrila samo 30-40% porabe. A ne? Roman, videti je, da se pogovarjamo predvsem o tisti, ki razmišljajo o svojem lastnem viru. Kaj pa lahko naredijo tisti, malo smo se dotaknili, ki ne morejo ali nočejo imeti lastnega vira? Kako oni lahko postanejo aktivnejši uporabniki? Kako oni lahko zbijajo svoje račune? Rešitve, ki jih imamo, dejansko, ki smo jih razvili, mi pravimo temu pametna povezava z omrežjem, ravno to omogoča. Se pravi, SG Connect. To lahko vsak si misli. To v bistvu Engen kot dobavitelj električne energije, tam, kjer pač so možnost, se pravi, mi uporabnika brez te opreme, se pravi, da dodamo dodatno meritev, praktično ne priključimo v preko našo bilančno skupino oziroma nismo dobavitelj. Se pravi, vsi naši uporabniki imajo to. Tudi dobijo, ko sklenejo pogodbo z dobaviteljem, recimo Engen. V tem primeru, se pravi, uporabnik, kaj pravzaprav lahko dobi? Lahko dobi praktično, ne vem, vi bi radi samo dobavo elektrike, lahko se povežete z 3-4 in naredite virtualno skupino in se pač nekdo ima viške, pa viške vam prenaša. Ne? Se pravi, v realnem času se ta zadeva potem, bom rekel, pokompenzira. Uporabnik na to zgodbo dobi, se pravi, tudi če nima sonča, nima to, dobi tisto merilno napravo, dobi potem tudi eno mobilno aplikacijo, kjer on lahko že sam tudi spremlja svoj profil, vid, se pravi, nekje
že ima gor, da tudi vidi, kako se obnaša, kdaj se kaj pržge in kako naprej. In tudi, bom rekel, tudi če nima baterije, lažje se prilagodi za ta omrežninski akt in to naprej. Se pravi, naslednji korak je potem dodamo baterijo ali pa dodamo sončno elektrarno. Recimo za nekje, če bi rekel, da so to uporabniki v večstanovanjskih blokih, je popolnoma ista zgodba, lahko bi uporabniki imeli samo baterijo, recimo v tem naslednjih letih bojo baterije, bom rekel, še bolj zanimive, zato ker bojo enostavno jo postavimo in dobimo to elektriko, recimo takrat, ki je višek, recimo, če imamo ta sistem pametne povezave, to, ki jo Engen ponuja. To je ta nakupna razprodaja. Ja, in dobimo elektriko praktično takrat, ki je v sistemu višek, jo dobimo k nam domu, polnimo baterijo in za tisti čas, ki smo dobili to energijo, tudi omrežnine ne plačamo. In tudi konica se ne upošteva. To je omrežninski akt, to se pravi neka izjema, ki je prav za te male gospodinjske uporabnike pripravljena, da stimulira nas kot uporabnike, da se aktiviramo v take sisteme. Mi v Engenu to intenzivno gradimo. Mi imamo praktično zadaj 50-60 inženirjev, ki zdaj dejansko sam to dela. In to dejansko gradimo za celo Evropo, se pravi, imamo tudi v sosednji Avstriji in tako naprej v tem kontekstu, bom rekel, se te stvari že pojavljajo, se hitro razvijajo, pri nas pa, bom rekel, zaradi naše prisotnosti, tukaj, ker smo, bom rekel, bom rekel, ta zavedanost uporabnikov, pa to, kar imamo, se nekako, moram reči, da se je kar počasi začela bom rekel, ukinitvi omrežninskega akta nekako zavedati, da ljudje potem povprašujejo. Se pravi, to je prvi korak, je to. Brez tega enostavno ni zgodbe, ker kje imamo mi težavo v električnem omrežju? Se pravi, klasična dobava elektrike, sončne elektrarne, vse to, kar se zdaj pogovarjamo. Čisto enostavno je tako. Energetsko omrežje vozimo takole. Se pravi, pokrijemo oči, mi ne vemo in vozimo. In pa pogledamo za nazaj, kaj se dogaja. To je glavni problem. To je nič drugega ni. Glavni problem je to. Kamo pa mi enkrat vse te meritve vzpostavljene v realnem času, praktično tega ni več. Mi odreagiramo, naredimo. In se pravi, s takim sistemom naši uporabniki so zaščiteni tudi pri, recimo, industrijski porabnik. Rečem zdaj gospodinjski, ki pač je majhen porabnik, ni tako pomemben, industrijski porabnik je zaščiten pred, ko sklene pogodbo, tolerančen pas ga ni. Ne vem, je napovedal, da bo tako uporabljamo, pri nas pač se to ve, sistem kompenzira, ker v bistvu vse te rizike, ki jo dobavitelj sklene s končnim uporabnikom, jih mora dobavitelj prevzeti. Prav, dobavitelj prevzame vse te rizike in ta sistem omogoča, da ni rizikov, ker pomeni na trgu boljšo storitev za končnega uporabnika in to. Recimo se je zgodilo, so bile poplave, hidroelektrarne, kar nekaj jih imamo v sistemu, kar precej, pač isto hidroelektrarno je odnesel, on imel pogodbo, ni bila dobava elektrike, ni bilo tega. Ja, halo, kaj bo zdaj, vsi, zdaj bo tožbe, ni problema, halo, ja, v redu, zgodilo se, kar se je zgodilo, Engen je ta riziko lahko enostavno skompenziral, ker je pač tudi dejansko te zadeve. Stvari moram reči, so večplastne, ki jih moramo gledati, ker na drugi strani s tem sistemom delamo tudi uslugo, se pravi, kjermokoli dobaviteljno in sistemu in to naprej. In to bo standard. Brez tega ne bo energetike. Stvari grejo pa počasne, grejo tako hitro. Tudi mi se zdaj izobražujemo. Tako, kot sem prej povedal, čreden nagon, sončne elektrarne, zdaj omrežninski akt, zdaj to. Ampak smo že napredovali. Smo veliko šli naprej. Samo jaz poudarjam, če se odločite danes za nakup sistema, ne gledati, kdo je proizvajalec, pa kera baterija, pa kva gor dol. Poglejte sistem. Kupujete to za 15 let naprej. Poglejte, kdo bo to imel, kako bo te s tem imel. To bo tista glavna vrednost. Se ponudnik taki bo to svetoval. Tako je. To je ključno. Postavil, vzdrževal. Ja, končni kot jaz, če sem uporabnik ali pa vi, če ste uporabnik, zdaj kva imam jaz tisto baterijo sem takrat ali pa sončo sem jo postavil, zdaj kjer proizvajalci pa kva je pa kako je. Me niti ne zanima, mene zanima prihranek. Zanesljivost delovanja pa prihranek. Ja, se pravi vse to. Skozi prihranke
Seveda, na drugi točki je takoj zanesljivost, ker če ni zanesljivosti, tudi prihrankov ni. To je vse povezano. Kdo bo to počel, kdo bo to delal na dolgi rok? To so naprave, ki so za 15 let. Noben nima toliko denarja, da bi tako poceni kupoval, da bi enostavna stvar naredila. To je ključen message, ker mislim, da ga danes je to tako, kar pa nas spet to čredno vse treba pogledati sistemsko. Še to, mogoče tukaj bi poudaril, kar ste rekli, to povezavo. Vse te naprave, ki so v energetskem sistemu vključene, dokler mi beremo podatke, pa imamo na aplikacijah, pa to naprej, to vse lepo v redu. Okay. Čim mi to začnemo upravljati, ker vse naprave, ki jih imamo že danes montirane, samo sončne elektrarne, so v cloudih, so v sistemih in to lahko nekdo upravlja, vse lahko izključeno ugasne. In zdaj trenutna najbolj pereča tema je ta cyber security, ker države, že kot mi, tudi Slovenija, ker imamo teh sončnih elektrarn že toliko, se lahko, vam pokažem videe, ko to izgleda, cyber attack, hack, sončne elektrarne ugasnejo vse. In če se bi to zgodil ob 12, ki imamo 1,3 gigavata proizvodne, pa nas v Sloveniji, vam rekel v Sloveniji, pa da se to še na širši regiji zgodi, to je razpad sistema. Eden ga bo praktično prek računalnika. Evropa je zdaj to spoznala, se pravi, in bo vsa ta pamet iz teh naprav, pa to, kar smo zdaj po trgu, karkoli, bo treba, da bo to nekje v nekih sistemih, kdo to bo upravljal, kako bo to, da bo to neka varnost, pa, ker od tega omrežja smo na koncu odvisni vsi. Tega si noben ne želi. To sem že prej omenil. In tle zadaj, se pravi, je to večplastna stvar. Zdaj, če pogledamo to, kar smo mi razvili v teh letih, pa celo vizijo, kako to je, pa po trgu, vsi delamo za to, da imamo posel, da zaslužimo in to naprej. Samo treba se zavedati, mi moramo na nekem segmentu biti povezani in tukaj moramo družbeno odgovornost vsi sprejeti, kaj delamo. Sleherni inštalater, rekel, zdaj končnega uporabnika niti ne moramo siliti v to, zdaj kaj se je odločil, kaj bo kupil, ker mu je nekdo prišel svetovati. Zato se mi tudi v Enginu ful trudimo, tudi skozi to, še enkrat omenjam, to Energetika 2.0, skozi ta kanal, imamo inštalaterje, vsi ti, ki se ukvarjajo s tem, jih šolamo, vse na koncu ljudje sami odločijo. Da se pravilno svetujejo ljudem, kaj kako je, da jim povejo končno pot, kaj bo in kako narediti. In to je tista končna pot, se pravi, da bom jaz temu sistemom lahko tudi varno deloval, da bojo zadeve tako narejene in tako naprej. Ker v končni fazi uporabnik ni, če mu se je odločil, če je gledal na ceno, ali pa to 90% mu taka mu svetuje, mu pač tudi sugerira, kaj in kako. Mi smo odprti, delamo se pravi na splošno in to bo nek preko odprti sistem, to ni zaprti sistem, da je samo, da ga gradi naše podjetje in vizijo imamo, da pač ponudimo, zgradimo. Naše podjetje je sposobno celotno Slovenijo pokriti v sistem. Mi imamo že dejansko sistem tako daleč razvit po Evropi, da bom rekel, tudi nismo dobavitelj, ker je tako, konflikt interesov, konkurenca, to naprej, gor, dol, mi se z tega trga omaknemo, ponudimo storitve vsem tistem, ki to rabijo. To je tudi vizija, ki jo imamo zdaj za naprej. Ampak da smo seveda prišli danes do tega, da se pogovarjamo o takih detajlih, ki jih je Rok prej omenil, smo mogli to vertikalo sami razviti. Zato smo tudi del hardvera sami šli razvijati v kontekstu tega, prav zaradi te varnosti, ki bomo pač mogli, ki moramo družbi ponuditi, da se te stvari, da bojo, ker Eles pa nas, on bo lahko sam gledal. Če se kaj takega zgodi, ne more noben nič pomagati. Se bo zgodilo. Ker morate vedeti, fizične točke, ki jih imamo, zdaj kable doma, ki smo jih zdaj navajeni, to, kar imamo, na to, kar zdaj jaz razlagam, govorimo digitalne endpoint, digitalne točke. Kakor paralelna digitalna mreža. In kdo bo to? Največjo moč bo mu ta, ki bo to upravljal. In ta bo upravljal bodoče omrežje, ne Eles. Eles ga spremljal, Eles ne bo mogel nič narediti. In treba se v družbi zavedati, kaj počnemo, kaj delamo, in seveda zadaj tudi potem imamo za to danes orodja, kako je, ampak stvari se že na evropskem nivoju v to smer premikajo, tako da ni to tako gledano zdaj
vsak ima nekaj, ampak vsak bo pač potem so zadnji neki standardi, bo treba tudi za to odgovarjati. Govorim, ta višji nivo, kaj to za končnega uporabnika pomeni? Pomeni to, da bojo jaz, če bom videl, da to na trgu obstaja, pa nekaj jaz bom tudi hotel to imeti. Ne? Normalno, ker sem bo splačala. Ne? Zdaj sem pa kupil neko opremo, ki to ne omogoča ali pa ne vem, koliko denarja stane. Zato rečem, pozanimajte se za naprej, poglejte sisteme, kako vam omogočajo, kako je ta integracija. Tako da to pod črto gledanje, ta enostavna povezava, tista, ki jo vi dobite doma, pa imate na telefonu, omogoča vse. Se pravi. Rok, ker majhen korak nazaj, pa bom še dal besedo. So tudi gospodinstva, ki pravijo, mi smo majhni porabniki, se imamo samo 30, 40, 50 evrov recimo, mesečnega stroška za elektriko, to je še vedno verjetno majhen uporabnik. Kaj takim uporabnikom svetujete? Res je, ogromno je manjših gospodinjskih odjemalcev, ki mogoče niti se ne ogreva na elektriko, niti nima nekih močnih porabnikov. Tukaj seveda nekih groznih bojnih prihrankov ne moreš narediti, ker je že v osnovi strošek nizek. Še vedno pa se lahko tukaj osredotočamo na druge benefite oziroma druge prednosti takega sistema, ki jih recimo nek hibridni sistem prenaša. Neprekinjeno delovanje. Govoriva o izpadih, ki danes mogoče na nekem območju so pogosti, nekje drugega pa zadnjih 5 letih sploh imeli niso, razen če je bilo nek napovedani sklop. Lahko, da čez 1 leto bo pa situacija popolnoma drugačna. Lahko, da bo omrežje že zaradi povečane proizvodnje obnovljivih virov, zaradi več lokalnih elektrarn, lahko se zgodi, da bo tudi omrežje, ki je prihajalo do izpadov. Lahko, da bo kakšna stranka rabila, kakšen odjemalec potreboval več priključne moči, recimo, kot mu je omrežje lahko zagotovi. To so vse, prednosti, ki jih tak sistem prinaša, ki ne smemo vedno potem gledati čisto izključno iz finančnega vidika. Nekaj je tudi seveda zelena energija, čut za sočloveka in pa da delamo dobro za okolje in pa tudi za naslednje generacije. Tudi to je ena izmed stvari, ki moramo ki nekaterim odjemalcem ogromno pomeni, če ne vsem, vsaj nekaterim. Pa se moram vrniti nazaj na tisto, vidva sta rekla, zablodo, ker marsikdo v javnosti misli, ko ni več net meteringa, nima več nobenega smisla. Namignili ste, da je resnica drugačna. Kakšna je ta resnica? Res je. Mi razvili smo paket Nova doba samooskrbe, ki je zelo, zelo, zelo primerljiv prejšnjemu sistemu neto meritev. Ste edini ponudnik v Sloveniji, ki ima to? Nismo edini na ta način, kot ga imamo, smo pa bili sigurno prvi, ki smo to predstavili. Se pojavljajo tudi zdaj določeni paketi, kjer ponujajo nek letni obračun, nikjer pa ni to v točno takem merilu oziroma na tak način, kot smo ga mi zapeljali. In sicer ta paket je namenjen izključno zaenkrat lastnikom hibridnih sončnih elektrarn Engenstar, se pravi izključno našim sistemom. In dajmo reči, da stranka odjemalec, ki dobi dovoljeno oddajo v omrežje, se pravi dobi soglasje z oddajo, bi po pravilih zdaj lahko oddajal energijo in dobil plačilo za to, oziroma neko dobro imetje ali kakorkoli drugače, ki ga lahko koristi potem v prihodnjih obračunskih obdobjih. Bi pa bil obračun na mesečnem nivoju, kar pomeni, da nikakor odjemalec ne more energije, ki jo proizvaja od recimo meseca maja do septembra, kjer je višja proizvodna, zelo težko to energijo on koristi ali pa ima vsaj enako vrednoteno za recimo januar, februar, november, december, ki so pa izraziti meseci, ker se ogrevamo, je bistveno višja poraba in manj proizvodne iz sončne elektrarne. No, ravno zaradi tega smo mi naredili paket, ki je letni obračun. Se pravi, stranka odjemalec bo dobil strani Engena en račun na leto. To je enaka zgodba, kot je bila prej. Razlika med preteklim net meteringom in pa med novo dobo samooskrbe, ki jo ponujamo, je ta, da zdaj strošek za energijo, ki jo prejme, strošek za omrežje, se zdaj plačuje za vsako kilovatno uro, ki jo odjemalec prejme. Se pravi, ne glede na to, da mi kot dobavitelj stranki netiramo oddano energijo in prejeto, seveda treba pregledati vsak primer posebej, določena količina, treba je upoštevati razmerje hranilnika, ki mora biti više, 2x večje od moči elektrarne, pa to so, pogoji malenkosti, ki jih moramo doreči. In tudi, če mi netiramo oddano in prejeto energijo, distributer še vedno zaračuna strošek za kilovatno uro prenosa, kar je fair.
Se pravi, tudi če bomo mi letno netirali, omrežje bo imelo stroške, da se bo lahko obnavljalo, posodabljalo in delalo kakršne koli nadgradnje. Torej, če vas prav razumem, ohranjene so nekatere prednosti tistega starega sistema, da mu tako rečemo, hkrati so pa bile odpravljene tiste nevšečnosti, ki so upravljavcem omrežja bile razlog, da so bile proti staremu sistemu. Točno tako. Naredili smo nek kompromis med prejšnjim sistemom, ki je bil dober izključno za eno stran, smo naredili zdaj paket, ki odgovarja vsem stranem. Odgovarja nam kot dobavitelju, odgovarja končnemu odjemalcu, ker ima vse ugodnosti, ki jih je prej imel, oziroma večino teh ugodnosti, ki jih je prej imel v neto meritev shemi, in pa odgovarja tudi omrežju, ki še vedno dobi stroške, oziroma denar, ki ga potrebuje za nadgradnje in za nadaljnji razvoj. Ampak to je samo ena rešitev, poudarek je bil na tem, da je vsak odjemalec, vsaka hiša, vsak bivalni prostor zgodba zase in tukaj ne moremo govoriti o konfekcijskih rešitvah, a ne? Drži. Tako. Roman, za zaključek ena taka, mogoče še sklepna misel. Prisotni ste v dvomestnem številu držav, ne? Tako da mislim, da lahko rečemo, da imate poglobljen vpogled v to, kaj se dogaja tudi na drugih trgih. Mogoče samo en tak zelo splošen komentar, ali v Sloveniji sledimo vsem tem trendom, ali razumemo, ali smo del teh trendov, kje smo? Ja, mislim, da nekako, bom rekel, v Sloveniji sledimo trendom na splošno. Razlikujemo se od drugih trgov pa seveda po zgodovini. Ne. Drugi trgi so že bili v preteklosti recimo bolj odprti, niso bili toliko regulirani. Ne. To je ključna sprememba, ki je bila recimo, ne, če pogledamo nemški trg, kjer je bila cena elektrike, rekel že, je bistveno drugačna, bila že takrat, ko so bile še dokaj normalne razmere, so bile razlike. Tako da nekje moram reči, da v Sloveniji nasplošno, da smo tako vzdržni pa dobri, a ne, tudi v energetskem sistemu pa nekako cenejši, se moramo zahvaliti primarni infrastrukturi, ki jo upravlja ELES. Ne. Mi imamo izredno močne interkonekcije, povezave in ELES upravlja zelo velik tranzita elektrike za sosednje države, ki z tega denarja, ki ga dobi, tudi financira. Se pravi, vem, da je bilo zdaj zadnje podatke, ki so bili okrog 200 milijonov letno dobijo, ki so zdaj dajali ta denar za omrežnino. Ne, in se pravi, nek bonus ga dobivamo in zato smo mi tudi uživali vse te cenejše variante. Recimo, kot zunaj tega ni. Ne. Recimo, Avstrijci delajo drugače, v Italiji je še bolj izrazito, se pravi, ta dinamika omrežnina. Ne. Tako omrežnina, ki je pocen, mislim, da smo na 3. mestu v Evropi po ceni država. Ne. Se so bile neke analize tudi objavljene in to naprej. Tako da po eni strani imamo kolikor toliko dobro infrastrukturo, ampak ta decentralizacija energetskega sistema, to nas je zdaj cela Evrope, ne samo Slovenije. Ne. Mislim, da smo v redu, no, da s to samoskrbo, ki smo jo s temi sončami pa s tem net meteringom, edina stvar, ker jaz vidim, je bilo, da je bila ta komunikacija z javnostjo pomanjkljiva. Ljudje niso razumeli, kaj pravzaprav... Se še zdaj ne vejo, kam po odgovore. Zakaj je in to... Mi si prizadevamo ponuditi gradiva. Ja, in to je ključno, ne, da pač razumemo, ne, vse, ki si da na sončno elektrarno, si tako, kot jo bo rabo prihodne, kot streho na glavo. Pač bo to tako, saj če bo nek porabnik, če bo to minimalen porabnik, par 10 evrov, karkoli klasične, ne bo, ampak v prihodnosti bo to nekaj čisto normalnega. In to, bom rekel, v Evropi izrazito se gradi. Lansko leto se je ogromno naredilo. In tudi zdaj gledam projekte po Evropi, ki jih delamo do leta 2030 napovedih, koliko bo hranilnikov, koliko gigavatnih ur, koliko bo tega. Mislim, da se bo zgodilo prihodne tako, da zdaj bojo te cene, razlike, dnevne in tudi sezonske, vedno večje, naslednje 4 leta, potem bo pa to začelo, ko bo to hranilnikov padati. Hranilniki bojo povzročili, uravnavali bodo, ja. Bojo začeli vplivati in nekje do 2030, 2032 se že pričakuje neki izračuni
tam tudi do 25% manjši spredi zaradi hranilnikov. Se pravi, kakorkoli gledamo decentralizacijo, logika je, bolj smo decentralizirani, bolj smo na varni strani. To je to. In poziv, torej več, da naj vsak, glede na svoje razmere, premisli, kako lahko sodeluje v tej transformaciji. Tako je. In to dejansko, ko v podjetju razvijamo, dejansko mi gledamo to širino in poznamo evropski trg. Naprimer v Avstriji so lokalne skupnosti, kjer je pač Engen že prevzel neko upraviteljsko vlogo. Ja, celotne lokalne skupnosti. Zanimivo, kakšni modeli so že od zunaj, ampak mi smo prišli kot že neko urodje, da smo to prevzeli, da jim pomagamo to upravljati in ta model je zelo dober. Naprej tudi mogoče, kar bi bilo tukaj v Sloveniji za predstaviti, jaz bom priložnost, mislim, da drug teden na neki konferenci v Portorožu. Take zadeve so zelo tako, se pravi, se spreminjajo. Ne? Če pogledamo po zakonodaji, imamo pa celo tako napisan, seveda, če bi se odklopilo od omrežja, tega se ne moramo, ker pač zakonodaja to prepoveduje po nek smer, je to prav s tem namenom, pač omrežje bo živelo, če ga bomo pač uporabljali, če ga ne bomo uporabljali, ne bo živelo. In s to decentralizacijo povzročamo na tej strani. In ta efekt boste videli, da v prihodnosti bo na omrežju se bo to poznalo. To bo, se pravi, prihodek in to naprej. In to je, mislim, da čisto matematična in enostavna formula, ki se že danes kaže, na te podatke, ki sem jih povedal, so dejansko objavljeni in so tudi javni. In zato pač s to mrežnino je zdaj prvič mesič v pravo smer, da bomo začeli to tako delati in po nam ne bo niti imeli toliko stroška s tem. Neko družba. In tukaj se energetika res spreminja. Jaz pravim, da nikoli v zgodovini ni bilo take spremembe, kot so zdaj. Nikoli. V energetiki ne obstaja od takrat naprej, ko so začeli to elektriko breku, ki je že Nikola Tesla in tako naprej. Tukaj je razumevanje tega, generacijsko je tudi zato težji. Ampak na koncu, ko bomo imeli, mislim, da Slovenci smo zelo dokaj v redu, ampak napaka je samo to, da moramo imeti jasno informacijo. Kva pravzaprav, zakaj je. In to more, to država, jasno, politika. Ja, kaj gremo, kaj pravzaprav hočemo, pa kje se vidimo na koncu kot, zakaj je to potreben. Zakaj je to tam, ali je na zastope, kaj je zdaj to potreben. To je dejansko, je to. Tako da tehnologije so pa zdaj poceni, cene grejo dol, še bojo šle dol, so sistemi in to naprej. Mi v podjetju prav za ta primer gradimo novo poslovno hišo. Engen gradi inženirje, kjer bo sred velikih pisarn bojo noter razvijali vse te zadeve, sestavljali in to. In jaz vidim, da bomo pač imeli tukaj okrog podporo, da si bomo lahko to uporabljali in to naprej. In to je ključno. Se pravi, če nekaj kupam, da si bom lahko kam zaobrnil, da bom kaj naredil, da pač ima to doživi svoje življenjsko dobo. To je ključ tega in to je tudi moja vizija. Jaz bi tudi za celotno družbo, mislim, v energetiki so take rešitve dobrodošle, taka podjetja dobrodošla. Tudi v Evropi je to težko, najdete podjetja, sicer so razdeljena, se pravi, konkurenca je na vsem področju. Nam je zelo veliko čas, ker veliko podjetij, veliko smo premaknili v ta kontekst, ker bi pač vsi vidijo temu, da je to prava pot in vsi bi radi to delali. To se pravi, da ta prvi korak je bil narejen in to je veliko priznanje, se pravi, da se da to narediti, da je to tako in seveda, če hočemo to narediti, nismo sami, bo še mogel kdo, je priložnost za vse, ki se hoče s tem ukvarjati in to naprej. Treba je pa pri teh stvarih paziti, da strmimo standardu in to naprej. Kar nekaj temeljev ste dali za razmišljanje in med vrsticami se jasno vidi, da je to tema, o kateri bomo zagotovo imeli še veliko zapovedati, tudi o kakšni naslednji priložnosti. Za tokratni podcast bi se vama obema zahvalil, gospod Roman Bernard in gospod Rok Cerkvenčič, oba iz družbe Nagen, in verjamem, da se bomo še srečali. Ok, ja, hvala. Sigurno.